Danes v Pomurskem dnevniku noro vzdušje v termah 3000. Pestro razgibano in tradicionalno. Prenovili vaško gasilski dom. Vlomili v skladišče trgovine. Vreme, jutri dokaj sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V termah 3000 so pred dnevi pripravili veliko zabavo ob vodi. Za odlično vzdušje so poskrbeli Nika Zorjan in Be Cool. V Moravskih Toplicah so v soboto kopalke in kopalci lahko še dodatno uživali. V termah 3000 so namreč pripravili velik poletni žur z Niko Zorjan in Be Cool. Fajn bi bilo, ko bi to vgratilo tradicija, ker mi je fajn priti stokšo poletje dejansko v Moravske Toplice oziroma terme 3000. Je pa edina slaba lastnost to, ko se te namreč kolbah. Tako da sem gor na odri pa gledam, kako oni fajn sedijo v vodi, pa uživajo. Jaz mislim, kaj bi ti, ker gora je pa res noro vroče, mrgež, ampak se splača. Moravskih Toplic in term 3000 se fanta z Be Cool spominjata z nostalgijo. Jaz se vedno spomnim Moravcev, vsako leto smo hodili z družino sem, tako da tak super spominje doživljam za nazaj. Točno to so bile moje prve besede, ko sem prišel sem rekel, mali, a ni nek nostalgičen moment. No, sicer takrat še ni bilo teh ogromnih toboganov, ko so zdaj, ampak ta von po Moravcih me vedno spominja na super otroške dni in tudi danes je bilo res fenomenalno vzdušje in Prekmurje je... Kljub številnim nastopom in obveznostim pa so si vsi vzeli čas tudi za oddih ob morju. Delovno pa tudi celo enkrat sem se vzela dopusta, na morju sem bila, tako, če iskreno povem, toliko nastopanje v bistvu ne za meni nekšo delo, ker danes res sem to uživam, to mi je fajn, kad celi den manj, kot da bi šla nekšen izlet, pa še res na različne kraje po Sloveniji vidim pa spoznam, tako. Najbolj mama rada tako, da če že ni koncerta, da totalno odklopimo vse, ne vem, tudi telefon dol pa tak naprej. Tako da ja, na morju smo bila dvakrat. Lani nismo imela časa iti na morje in smo rekla, letos pa ne letos gremo na morje in to je to. Pa me kar mika, da bi še zdaj tu kam šel, kakšne toplice v Prekmurju, ko vidim vso to vzdušje. In kaj jih čaka v naslednjih dneh, tednih, mesecih? V Ljubljani mu včila solo petje pri Marjetke, tako mu dejansko se tudi s tem preživljala oziroma bavila. Tudi to je ena vrsta moja služba. Te pa go with the flow, kaj sem ne takšna, mislim, rada pestim, ker se vse zgodi spontano večinoma, mislim, tako ne vse, ampak pač takšna sem bolj, go with the flow, da začutim tisto nekaj nareden, tako bomo videli, nikoli se ne ve, kaj je še to leto prineslo. V bistvu smo ravno imeli en sestanek in odpira se en velik projekt, ki ga ne bova še izdala, ampak bo pa en korak naprej temu, kar je bilo zdaj. Smo rabili kar nekaj časa za razmislek, kaj se daj ponuditi naprej in mislim, da smo našli eno super zadevo, ki je ne bova izdala. Se pravi, niti najmanjšega namiga? Lahko samo snemale se bojo pesmi. Ja, to pa, da nekako je fajn neko zgodbo nekje zaključiti pa začeti znova. To sem že ful preveč povedal. Po koncu koncerta pa so vsi oboževalci Nike in Be Cool prišli na svoj račun. Saj si je trojica vzela čas praktično za vse, ki so to želeli, jim delila avtograme, padlo pa je tudi nemalo selfijev. V Črenšovcih se pestro dogajanje nadaljuje. Po osrednji slovesnosti, ki so jo minuli teden pripravili ob 99. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, zdaj prihaja še festival Je namena. Več o festivalu nam bo povedala Andreja Sever, predsednica Kulturno-turističnega društva Črenšovci. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, pestro dogajanje pri vas se nadaljuje. Povejte nam mogoče na začetku, kaj ste pripravili za letošnji Je namena fest? Ja, tako je v Črenšovcih kar naprej. Se dogaja nekaj, kar je lepo in prav. Tako bom rekla, 12. Je namena fest. Zelo ponosni smo, da bi skoraj da lahko rekli, da festival stoji sam od sebe. To pomeni, da prihajajo številne skupine, posamezniki, ki so del festivala že vrsto let. Tako da organizacija sicer je zahtevna, ampak glede na to, da smo cel avgust nekako aktivni, zdaj komaj vidimo, kako zrel festival je Je namena fest in tako se ga že veselimo.
Letos nekako obiskovalce želite presenetiti tudi s tistim kulinaričnim delom. Kako jih boste presenetili? Ja, tako je. Vedno nekako razmišljamo, kako narediti Je-namena fest še boljši, še bolj privlačen, še bolj blizu ljudem. Tako, ker je to festival rokodelstva, starih obrti, kulture in kulinarike, smo se nekako v organizacijskem odboru odločili, da bomo kulinariko še bolj približali obiskovalcem. Ostajajo Je-namena kavla, ki so že stalnica in so zelo dobro sprejeta med obiskovalci. Tu bodo torej jedi, ki jih bodo pripravile gospodinje doma. Naj si bodo to mlečni krumpli, grajna zelje in podobne reči in tudi recepti seveda. Pripravljamo pa kulinarični kotiček. Tukaj pa bomo kuhali na tem prireditvenem prostoru v športnem parku. In sicer ne bomo kuhali zgolj mi, ampak smo v goste povabili skupine, posameznike, s katerimi skozi leto dobro sodelujemo, se tudi sami udeležujemo prireditev, ki jih imajo v tem smislu. Tako da tukaj bo posebej zadišalo, tudi posebej lično bo pripravljen, tako da bo ponujal priložnost za srečanje, klepet. Tudi zelo pozorni bomo na degustacijo teh jedi, se pravi na samo postrežbo. Zdaj, kaj vse pa bodo naši gostje pripravili? Lahko nekaj izdam, vsega pa ne bom. Vsekakor bodo tu ribe, potem bujta repa, kjulji bodo postreženi na čisto poseben način. Vampi, naprej pa ne bom povedala. Da ostane tudi nekaj skrivnosti. Tako. Značilnost Je-namena festa je tudi to, da vedno nastopajo samo slovenski gostje. Bo se to nadaljevalo tudi letos? Kdo bo zabaval obiskovalce? Ja, vsekakor. Festival tu ostaja zvest slovenski glasbi, slovenskim glasbenim skupinam, tako da glasbeni večeri oziroma koncerti bodo pripadali, bom rekla, domačinom, Oktetu Belmuri in moškemu vokalnemu kvintetu Eternom. Zvečer pa bodo za veselice seveda poskrbeli Polonski zvoki, potem Dejan Vunjak, ki je že znal pripraviti Je-namena vzdušje, in pa v soboto tudi poskočni muzikanti. Stalnica Je-namena festa je tudi likovna kolonija, tudi Je-namena počitnice. Kaj pravzaprav je to oziroma komu je namenjeno? Ja, zelo nas veseli, tudi Je-namena počitnice so zelo dobro zaživele. Otroci, 40 jih je prijavljenih v počitnice, že cel teden ustvarjajo in so zelo navdušeni, tako tudi mi, ko jih spremljamo. Zelo smo dali velik poudarek tudi Je-namena počitnicam, kajti potekajo v okviru projekta Kultura. To pomeni, da imamo vsak dan tematsko zasnovan, tudi večje število zunanjih sodelavcev smo si zaradi tega lahko privoščili. Otroci torej uživajo in bodo sklenili počitnice v petek, vsekakor pa so v popoldanskem času vabljeni tudi na gledališke predstave, namenjene posebej njim. Potem tudi slikarska kolonija poteka v okviru projekta Kultura. To pomeni, da spet ustvarjajo naši prijatelji. Tudi nekaj novih smo povabili, tako da atelje umetnikov na Je-namena festu je odprt, privlačen. Letos ustvarjajo na temo gestrin, torej povodni mož iz reke Mure. Torej, če mogoče še za konec povabive naše gledalce, kje, kdaj se naj udeležijo Je-namena festa? Ja, vsekakor dobrodošli v Črenšovcih v športnem parku od četrtka 23. do sobote 25. avgusta. Program je pester, raznolik, bogat, več o njem seveda na spletni strani www.jenamena.si, pa tudi na Facebooku. Pridite in se počutite skupaj z nami Je-namena. Super, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu. Hvala lepa. V sklopu praznovanja občinskega praznika v Gornjih Petrovcih so slavnostno odprli tudi prenovljen Vaško-gasilski dom v Peskovcih. Kot pravi gornjepetrovski župan Franc Šlichthuber, je njegov cilj in želja, da so vsi vaško-gasilski domovi v občini odlično urejeni. Ta društva, ki delajo v tem, imela odlične pogoje in zato si želim, da bo tudi te pogoje izkoristila ta društva in bodoče tudi normalno delovala. Občina pa sledi cilju, da jim pri tem pomaga. To se pravi zgradi, preda in pa potem zdržuje, potem pa tudi sofinancira pri različnih zgodbah v tem domu. Za veliko pridobitev so hvaležni predvsem peskovski gasilci. Projekt, ki danes slovesno zaključujemo, je bil eden največjih v zadnjem obdobju v naših Peskovcih in tudi v naši občini. Danes slovesno predajamo novo prenovljeni Vaško-gasilski dom svojemu namenu. Se moramo spomniti dolgih priprav, tudi dilem, dvomov in uspehov.
predvsem vsega, kar je bilo vgrajenega za uresničevanje tega projekta. Zato smo danes lahko še bolj in posebej veseli. Novovaški gasilski dom je izjemna pridobitev za gasilsko društvo Peskovci. Številne druge oziroma vseh 5 civilno-družbenih organizacij, društev, ki domuje v domu. Občina Gornji Petrovci je z letošnjim praznovanjem obeležila svoj že 21. rojstni dan. Iz policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so v ponedeljek malo po 6. uri bili policisti obveščeni o vlomu v trgovino na Noršinski ulici v Murski Soboti. Zbiranjem obvestil na kraju je bilo ugotovljeno, da je v času od 18. avgusta od 12. ure do prijave neznani storilec pristopil do okna objekta, odstranil kovinsko rešetko pred oknom, zlomil steklo in stopil v skladiščni prostor trgovine. Iz skladiščnega prostora je odtujil večjo količino tobačnih izdelkov različnih znamk. Po opravljenem popisu znaša materialna škoda okrog 100 000 evrov, policisti pa za neznanim storilcem še zbirajo obvestila. Po naših neuradnih informacijah sicer gre za prostore tobačne grosist Bos prodajni center. V vseh območnih organizacijah socialnih demokratov so se včeraj na zborih članstva izrekli o koalicijski pogodbi. Predsednik Dejan Židan je ob tem v Murski Soboti povedal, da pričakuje veliko večino glasov v podporo pogodbi. Samo vodstvo socialnih demokratov koalicijsko pogodbo seveda podpira, zato ker je naravnana tako razvojno, po drugi strani pa rešuje najtežja vprašanja, ki so povezana z ljudmi, od minimalne plače do minimalne pokojnine, prav tako tudi generalno rast pokojnine, novi odmerni odstotki. Tudi resno bomo pričeli odpravljati prekarno delo za ukrepi, ki so nam kot državi na voljo. Po drugi strani pa, kar je mogoče novost, ima posebno mesto v koalicijski pogodbi kultura. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da je zaradi požigalca zagorelo že 1000 bal. Dim pa povzroča težave okoliškim prebivalcem. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Kakšno vreme nas čaka konec tedna pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen in vroč dan s temperaturami okrog 32 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku v Goričku in Radencih namerili 26 stopinj, v Lendavi 27 ter v Murski Soboti stopinjo več. Jutri bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 17 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 32. V petek bo sprva dokaj sončno, čez dan pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte, ki se bodo zavlekle v noč. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Vročina bo popustila. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 13 in 17 stopinjami, dnevne pa med 18 in 29 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Z nami bodite tudi jutri. Več zanimivih vsebin pa najdete na naši spletni strani. Nasvidenje.